Hej, danes bi vam rad pokazal, kako se žonglira s 4 žogicami. Za začetek je dobro, če znate žonglirati s 3. Če še ne znate, imam na kanalu vodič tudi za to. Dobro, kaj potrebujemo? Najprej 4 stvari, ki jih bomo metali v zrak. Jaz priporočam žonglerske žogice, zato ker se ne odkotalijo daleč, potem ko padejo na tla, in ker so fine, mehke, ki jih hočeš uloviti in ujeti v dlan. Poleg tega pa še kul izgledajo. Super je, če imate nekaj časa, za vajo žongliranja s 4 žogicami jaz priporočam dobra 2 tedna. Tako boste imeli časa dovolj, razporedite si vajo recimo na 15-20 minut na dan, mogoče 2-krat na dan, da razporedite frustracijo in da bo vaja vedno zabavna. Sam princip žongliranja s 4 žogicami ni zahteven za razumeti, za izpeljati je pa lahko. Prvič, se žogice ne bodo križale med sabo. Najbolj osnoven vzorec žongliranja s 3 žogicami je na primer kaskada. V tem primeru žogice potujejo iz ene roke v drugo in se med sabo izmenjujejo. Še en pogost vzorec žongliranja s 3 žogicami je tuš. V tem primeru žogice spet potujejo iz ene roke v drugo in se med sabo izmenjujejo, šibajo pa kot v neke vrste kači. Najbolj osnoven vzorec žongliranja 4 žogic je pa fontana. Tukaj vsaka roka meče v zrak 2 žogici in med sabo se ne izmenjata. Poglejmo to od blizu. To je to. Kako se tega lotimo? Simple. Kot ponavadi začnemo z eno samo žogico. Vem, to se vam zdi dolgočasno, ampak verjemite mi, če začnemo z osnovami, bo pol napredek ful lažji, hitrejši in bolj zabaven. Vse, kar bomo počeli je, da bomo eno žogico metali v rahli elipsi proti navzven. Stojimo vzravnano, pogled je vzravnan, ramena so sproščena, roka in komolc sta nekje v 90 stopinjah in žogico bomo metali, tako kot sem že rekel, v rahli elipsi navzven. Najbolj pomembna stvar tukaj je, da se držite tele ravnine. Predstavljajte si, da je pred vami neke vrste navidezna ploskev in mečete žogico po tej ploskvi, da smo v 2D. Ne je metati takole, naprej in nazaj, ampak jo mečete tako, da ne zapusti te naše navidezne ravnine. Ok? To je verjetno najbolj pomembna stvar, ki se jo morate tukaj naučiti in jo razumeti. Ko tole delamo suvereno, lahko brez težav preidemo na drugo žogico in pogledamo to zadevo še z 2. Kot ponavadi, drugo žogico vržemo, ko je prva na najvišji točki. In to je vse. Spet skrbimo za to, da mečemo v elipsi proti navzven in da žogici ne zapuščata naše navidezne ravnine. Od spredaj to zgleda takole, strani pa takole. Trudim se, da sta žogici v vzporedni ravnini in ne takole. Nikakor jih ne metati tako, ali pa se navaditi, da rešujete mete s pozicijo roke povsod drugod. Navadite se na striktno držo in to vam bo prišlo neskončno prav. Če vam je to pretežko ali pa se na začetku malo lovite, ni panike. Spet si lahko pomagamo s fantomskim metom. Rekel sem, da drugo žogico vržete, ko je prva na najvišji točki, lahko se samo naredimo, da jo vržemo. Torej, tako. In najprej zvadimo to, da nam pride v kri. Namesto meta lahko damo tudi plosk, da še malo zmedemo roko in ko nam gre to dobro, lahko dodamo žogico. To je to. Ko boste zvadili žongliranje 2 žogic v eni roki, toliko dobro, da boste naredili 30 ciklov v vaši najšibkejši roki, ste pripravljeni na naslednji korak. Pogoste težave so metanje žogic v notranjo smer, tega nočemo za začetek, mečete jih v zunanjo smer. Zna se zgoditi, da vam bo roka odtavala recimo v sredino telesa, tudi tega nočemo, vsaka roka naj bo lepo pri sebi. Zna se zgoditi, da boste začeli dvigovati ramena in komolce, takole nekako bom pokazal, da boste videli vse v kameri, tega ne želimo, komolci so sproščeni, 90 stopinj, rame so sproščene, naša drža je lepa in ohranite jo. Bodite zbrani in pazite na to, da je vsaka roka na svoji polovici telesa. Kjerkoli žonglira pri sebi, ne obračajte se z bokom do žogic, ampak naj bo vaše telo naravnost,
tako boste veliko bolj pripravljeni za potencialne 4 žogice. Ok, ko vam to gre zelo dobro, vsaka roka posebej, tudi šibkejša, je čas za 4 žogice. Za začetek predlagam asinhrono fontano. To pomeni, da bo vsaka roka začela po svoje, ena za drugo, čeprav boste vzdrževali vsaka svoj par žogic v zraku. Torej, začnemo z eno, začnemo z drugo in potem vsaka vzdržuje po 2 žogici. To zgleda tako. Če vam je za začetek to pretežko, ni panike, pomagajmo si spet s fantomskimi meti. V eni roki dejansko imam par žogic, v drugi roki se bom pa samo delal, da jih imam in jih navidezno mečem. To je skoraj še težje kot dejansko žongliranje, ampak je dobra vaja. Isto lahko ponovimo z drugo roko, zato da se roki navadita na vzorec. Dobro. Ko nam to uspe, je vaja tista, ki bo zadevo povezala in pravzaprav pomagala, da pridemo do končnega vzorca. Meni zelo pomaga, če si štejem cikle oziroma mete. Rečem si samo 1, 2, 3, 4, pa naredim prvi krog. Pa mogoče 1, 2, 3, 4, 5, 6, drugi krog ali pa tretji zraven in tako naprej. Vsakič dodam eno cifro in potem čez čas pridem do tekočega žongliranja. Če se kje vmes zataknete, si vzamete kakšen odmor, malo zadihajte, nehajte vaditi kak dan, dva. Lahko si pogledate tudi žonglerski vodič s preprostimi triki na mojem YouTube kanalu, kjer predstavljam tudi trik dvojni V, ki je zelo dobra vaja za uvod v žongliranje s 4 žogicami. V resnici je ta vzorec lažji, kot se zdi. Če imate dovolj časa in vztrajnosti, ga boste usvojili k nič. In potem, ko ga boste, lahko poskusite tudi sinhrono fontano, kar pomeni, da obe žogici mečete naenkrat. Temu pa lahko, če si želite popestriti življenje, dodate še kako izmenjavo. Tule, opala, to pa ni bilo predvideno. To je to. To je to. Mimogrede je tudi trgovina, kjer sem dobil te žogice. Link do kategorije žogic je spodaj. Če imate pa še kakšno vprašanje, pa nujno ga napišite v komentarje. Sicer pa bom kmalu objavil še kak žonglerski vodič, mislim, da celo partnerskega žongliranja. Se vidimo kmalu.